To je Radio 1 podcast. Take gostje še nisem imela toliko enega govora, ampak ne unga nesmiselnega govora, veš. Ful razmišlja punca, ful ima dober point, ful dobro poje, odlično piše in vsi jo zelo dobro poznate. Včasih je pela o Planetu za zadet, zdaj kuri klavirje. Takle imamo. Nejša. Nejša. Kaj pa je? Kaj zdaj, znajdla flat? Boje iščeš flat? Iščem več stvari, studio in tako naprej. A tudi studio? Veš kaj, jaz sem zdaj tu na večjih koncih razparceliran, pa hočem dati nazaj v eno veliko enoto, kjer se da to delati, v eno hišo glasbe. Ti bi imela vse na istem mestu? Ja, nazaj, tako sem imela. Tako da bo to mal projekt poletno, ampak nema veze. Kaj to pomeni, da si pol prikrašena za dopust, pa te stvari? Jaz ne vem, kaj to je. A ja, ne veš? Moje največje želje je za 2 meseca nekam. Lej, meni to je neki skoki za par dni, to nič ne pomenijo, tako da je treba zamenjati vsaj kontinent, kulturo, ne smeš razumeti jezika, pa moš imeti vsaj mesec kosov, to je zame dopust. Ne smeš razumeti jezika? Ja, pa noben te ne sme poznati. Pol japonska ali kam gremo? Ja, neki domorodci. Nekaj te. Kje si pa bila nazadnje, no? Ko smo mi lih odprle to. Da bi tako rekla, da je bilo dlje. Nazadnje je bilo tako, bolj udaljeno potovanje Madeira. Aha, ok. Pred tem Maldivi, tako no. Mene to zanima. Jaz še nisem bila na Maldivih, a je res boring? Ne, ni. Ker jaz sem lahko 6 ur takole in srkam sončno svetlobo in si polnim baterije. Pa imaš pa ogromno tega podvodnega sveta za videti, zatavhati, morski psi, želve, koralni grebeni, drugače pa pač piješ kokos in uživaš v brezalkoholni postrežbi in je ful dober iti na en tak detoks, na en tak odklop. Ne iti zdaj kaj žurat. Ne, to si ne predstavljam. To ne. Pa tudi mogoče tisto, kar se najlepše vidi v revijah ali pa v reklamah, ni najbolj dišeče od blisno, vse tiste bungalovi, pa vse tiste. Boš iti malo tako na pol divje. No? A je to tako, se pravi, imamo te rezorte, kjer je vse lepo in super in fajn, in pa se gremo malo stran, kjer so recimo domačini in je čez drug svet. A je tako? Ja, pa tudi druge tarife. Treba se znajti, drugače pa na prvi uč boš rekla, bil pesek, palma, pa turkizen morje in dolg čas. Ne, ampak jaz sem rada Indijski ocean, že na okus, že na temperaturo, je pa res, da ob 6 zvečer sonce dol pade in... To. Ker sem bila v Indoneziji, je bil točno ta feeling, ne, te Gili Islands, ko so, in je tako, in je prehitro tama. Ja, ne, in je tako, pa če je poletje varianta, ne, uni feeling, ki ga imamo mi doma in polkar naenkrat ti si v tami in... Ja, zdaj logiš pa ven na Coca-Cola. Čakaš, ko še dobro žurko, če se zgodi. Veš kaj, jaz grem na dopust se pucat. Spat, mirovat in stran od šundra, ker moj biznis je že šundar, se veš, no, business like show business in imam tudi rada, v bistvu, da ni hrupno okoli mene, no. Včasih sem uživala v road tripih, ali odzad na motorju, ali to, vse neki biker festi, bendi, ne vem kva, grill. Zdaj mi je pa tako, zdaj mi je lep razgled. Ja. Da mi jo ajurvedsko hrano, pa to pomorje, pa nobenega na plaž. Bežite si stran, da si res lahko sam nekaj z naravo in gmah. Ja, ko sem že to omenila, no, pa na Maldivih je še vsem, je muslimanski svet, no, tako da so še mogla malo bolj uveč. Sem imela priliko iti, pa nekako ni zneslo, no, ker to je bila ta destinacija za parčke, pa ni bilo več parčka, pa je šla samo polovica parčka, jaz sem ostala doma. Jaz sem šla v štartu, sem se sama prijavila, pa je šla še moja trenerka zraven. Veš kva, sej, za neke romantične večeri tam izvaja, če reš ne greš v rezort, niti ni taka scena. No, jaz sem bila na lokalnem otoku, na katerem je bil tudi rezort, ampak smo pol potovali s čolnički, pa šti v rezort za cel dan. Fajn si je vzeti tako, da doživiš vse, plus 5 zvezdic in minus 5 zvezdic, ker pol dobiš realen pogled, kje si, pa tudi znaš ceno ta istega artikla, ki ima enih 15 variacij. Tako ne. Je pa to doživetno. Meni so tisti konci fascinantni, predvsem imam pa rada ogromen teh, rada imam azijske začimbe, rada imam to versatilnost, to zelenjave, sadja, vsega tega, eksotičnosti, ki imam rada zvrhan krožnik. No, nisem to kot mesa, no. Čeprav tam ti bojo dali tuno, pa riž, pa kokos, pa čavne. Ja. Znajce. A ti je azijska hrana pri nas dobra? V Sloveniji, mislim. Ker veš, kakšen je ta prav okus, azijski, ker zdaj večina prav, da ne, da je premalo spicy. Zdaj, če pogledaš ti neke Kitajce, znajo ful lokalne sestavine noter nabasati in pol kazdit le koruza, paprika, pa karfiola, pa stroči fižol. Sploh ne gre zraven.
Veliko boljš bi bilo, če bi lokalno meso že uporabljali, če je že tako, ne. Ja, to bi bilo kar fajn. Pri kakšni indijski sem pa zelo zadovoljna. No? Jaz sem že od malega zrasla s temi okusi, tudi očetov najboljši friend je bil tudi kuhar iz New Delhija in je tudi skozi kari pripravljal, tako da mi je bilo blizu. Jaz brez teh začimb se počutim čist bosa, no. Ne bom pa rekla, da mi je všeč skozi tak okus, to bi znorela, da bi vsak dan to jedla, predvsem rada mediteransko, ne. Tudi tlekje sem, normalno. Ampak mi je pa to, če bi pa res mogla primerjati že kvaliteto sestavin, se pa vidi, kaj je import, kar je pa lokalno negrebano. Tako da, jaz bi rekla, da pri indijskih, naprimer, ali pa pri kakšnih japonskih, pa suših, pa teh, je tisti true feeling, ne? Pri Kitajcih znaš pa vsega fasati, no. Tako. Predvsem ne maram, da se uporablja lokalna zelenjava, ker tam nima kaj početi. Približno so to naredili svojega futra, kot smo mi naredili iz italijanske pice. Jana, kje imaš ti 6 strani v meniju? Pa že spet karfiola na pic, pa paprika, pa mrš dol s tem. Jaz sem čist živčna tudi, ko to vidim. Pa, jaz ne morem. Kaj veš, kako pico si jaz največkrat naročim? Iskreno, margarito. Ker tako vidim, a so res dobri paradajzi gor, kakšno je testo, a je res, ker če ti gor, da ne rečem grdo, naložiš vse možne kreme, salame, mortadele, oreščke, prelive, kaj pa sploh še čutiš, da ješ, ali? Ne, mi smo naredili rocket science, po moje se nam smejijo. Se tudi poglej pašto, viš, oni je to za predjed, jaz grem spomnil na kavč, ne? Veš, kaj naredil za eno osebo za predjed, čelo za 3? Čelak. Da! Ja, to je jaz res. sem zrasla v bistvu na mac and cheese, prav se spomnim celo srednjo, cel faks. To so bili v Mercatorju, makaroni, polno parmezan, fino in brzo, una omaka, bom gor v kastrolo pomešati, Ti si bila v študentskem domu, si bila? 2 meseca sem pa zdržala. Ker to, kar si zdaj opisala, je ta študentski life. Zato. Exactly. Se ti pravim, da sem dobila odločbo, nekaj časa sem zdržala, pa sem jo predala mojemu bratu. Ne vem, no, ta community, pa te skupne kopalence, pa cimromet, nisem tako socialno. Aha, ta scena. Se sem šla polo eno bajto živeti Ja. z DJ-jem, pa z autoracerji, pa kva so bili, sploh se ne vem, ker smo se menali en Norhaus tam na Brdu. DJ Psiho je bil moj cimer, ja, krasen. Jan To se sliši tako ful dobro opetavno, ful eni zgodb. Domen, kaj je že Forjančič. Ne, prav zanimiva družina. Fajn smo se imeli, jaz nisem kaj nič naredila, no, v tistem letu. Saj ne moreš. Vroče je bilo, pa smo bili pa na terasi, pa Tako. smo se malo družili. Faks je bil predaleč v stari Ljubljani. Spomnim se, sem napisala neko kompozicijo, mi jo je pes razgrizel od cimra. Tam je bilo dosti vsem. Tako smo se dosti družili, to s tem Trnovom. Tako smo se mi, veš, gremo se učiti na dekcev dol, pred blok. Veš, da smo se učili. Ja, seveda smo se. Vsak je prišel mimo, je presedel, prišel zraven, tako smo šli v trgovino po pivičke in to je bilo to. Lej, takrat smo raziskovali. Ampak je bilo to. Ni bilo telefonov pa čim več tega. časa, pa še vsem pride čez po liniji najmanjšega odpora. Bom pa rekla, da so še vsem bili kreativni momenti in popadki in tudi nič mi ni žal, no. Nič mi ni žal, sem se pa res ogromno premaknila v življenju in selila in sem navajena v bistvu tega friendly communityja. To je meni optimalno. Lej, jaz bi tako naredila, da smo vsi v en vas, ki se štekamo, približno po 100 metrov narazen bajta, da smo si bliz, pa da se ne vohamo, pa ne gledamo, mrš, torej se vse napoveš, ne greš na vrata, nekaj tega, ne. Pa da si prav pridemo. Meni se zdi, da je v štartu, ki je bila neka plemenska ureditev, ne? A veš, ko so se otroci sami vahtali, so pa vse ženske, tako kot v Skupaj. kempu, Ja. čuvali vse otroke. Ja. In ni bila družina, ki je enota toliko odrezana, toliko, kako ne rečem, sama se po sili razmer samo zadostna, da je bilo veliko boljš pa lažje živeti. Da je tako community, kjer si skup, pa nisi skup, prav si prideš, sploh s temi varstvi, en gre na morje, ajde, gremo malo psa počuvati, pa sprehoditi, pa malo mačke nafutati. To bi bilo meni idealno. A se ti zdi, da je to zato, da si to prenesla že iz svoje mladosti, ker vi ste v bistvu velika družina bili?
da si navajena tega, na tak način živeti. Ne, glih zaradi tega mislim, da bi bilo veliko lažje živeti, če bi bili ljudje, ki se štekamo, da bi bili tako nekako strni. Ampak vi se štekate, a ne? Mi se štekamo, mi smo šli čisto na samo živeti. Mi smo šli iz Ljubljane, iz Jamove, v Hlavčinive nad Gorenjo vasjo. Gorenjska, a ne? Poljanska dolina. Poljanska dolina, ja. To je čisto tako. Parcela bajta. Vas je ponovadi tako, da je neka cesta, so hiše našopane, pa pol so tisti njihovi teritoriji. Tukaj pa mečken drugačno in smo šli brez nekih prijateljstv, brez navez, brez česarkoli, pač v naravo. Koliko si bila stara takrat? Jaz mislim, da sem pol zagrizla v malo šolo, no. Čez par let. Okay. Načeloma tle si lažje najdeš pol tudi prijatelja, ne? Se mi zdi, ko si mlajši vseeno. Ja, pol, ko smo se mi nafurali v ta sistem dialekta, obnašanja in mindseta, je bilo lažje, ker kontra je bilo težje. Veš, vsem prideš kot nek otrok intelektualnih staršev, govoriš pravilno slovensko na neko podeželje in si enostavno si na tapeti. Ja, ali je s takimi špegli, ali sestra, ki je malo kruncala, ali ne vem. Ful so se nas prvošali. To so bile batine, to so bile spodjepavanja, tako da jaz sem hitro ugotovila, da če nam udarila nazaj, je prišla plava domov. Ja. In sem se navadila, da dejna, z majmuni pričaš majmunski, Ana. Ja, se drugače ne gre, ne? Jo, zdaj pa to vzorci, pa kva neki, kakva psihologija, bejš, tle imaš. Še boljše, da mu kaj strgaš, no, ka pa mora priti domov, pa se mora mami zagovarjati, tega je pohova niža. Jaz sem to vse ugotovila, lej psihologijo človeka sem jaz kontala v osnovni šoli, tudi ko smo dobili domov darila iz Nemčije od fotorovga prijatelja, neke Haribo bombone, Milka čokolade, tega še ni bilo takrat, veš, ni bilo KGM-ov, pa Kinderlast. Vem. In sem jaz prišla v šolo in sem bila kralj in sem bila kaj ta glaven dealer. Pak, in sem imela vse. In sem gotovila, boš dobil še eno vrstico, sem se tako pa tako obnašal. Res, ko vidiš, kako se da ljudi kupiti, pa še na obresti vršt, pa še, no, da vzem 2, boš dal drugič, a veš, kako je to hitro obrniti. In sem ugotovila, da si res prešparaš svoje pesti, svojo energijo, kadar znaš prebrati, pa plasirati v bistvu rešitev nekako tako pohinavsko med vrsticami. Dobiš ga na tist, kjer je šibek, česar nima, pa kaj mu je v bistvu wow. Ja, to je tako. No, in tako smo si pač mal prikrojili svojo družbo, svoje odnose, sicer pa tudi otroci niso nič krivi, če so pač to tako, imajo tak mindset, kakor ga imajo starši. Se nimaš kaj. Ja, to smo ogledalo so, ne? Vse je logično. Tako pač je tudi v odročnih selih, no. Lej, tudi mogoče so malo preveč užlaht, kjeri. What did I say? To bom postila, ampak jaz sem to tudi... izrežiš ven. Ja, ne, ker jaz sem iz tega okolja doma, pa vem, da se mi zdi, da vsaka regija v Sloveniji ima ene par takih vasic, ker se je točno to dogajalo in se malo pozna. Na obnašanju, na razmišljanju, na vsemu temu, kar govoriš. Film se vedno obrne potem, ko ti začneš predstavljati neko vrednost ali imaš neki X-faktor, pa se pa res plošče obrne, kako te človek gleda. Ampak mi dve govoriva res o tistem perifernem mindsetu, ki ga je treba dojeti, sploh če delaš na področju take države, kjer je 80% periferije. Zdaj nobenega nočem žaliti, no, samo ti moram povedati, da ni bilo tisto otroštvo, infiltracija, tisto okolje, bo rekla sekundarna socializacija, ki je v bistvu šola in prijatelji izven družine, tisto je bilo zelo naporno. In so se takrat postavili vloge, oziroma se je pokazali, kdo ima trdo kožo, kdo pa ne. Veš, da je dobiš trdo kožo, kadar nimaš izbere. Veš, da se naučiš svoj denar delati, kadar nimaš izbere, če nimaš strehe na glavo, pa če šlačen. Tako da včasih je res to, kadar nimaš izbere in da si vržen v situacijo, tudi ena najboljših stvari za odraščanje in za vzgojo. No, tega doskrat zdaj ne poznajo več. Se ujčka do zadnjega, pa pestva pa ovadko zavija, pa išče po vseh psihoanalizah razloge, pa tableti futra. Dej na neki. Včasih zdrav šamar, več naredi. Nisem zgledal za to, da se otroke tepe, ampak sem tudi zato, da se otroke nauči, da se znajo postaviti zase. Da znajo sami rešiti in da se naučijo, da je skozi enkaj bori tudi našo.
ali v sporu, ali finančno, ali kakorkoli. Ne, ni tako v lifeu. Sam si prišel na svet, sam boš umrl, vmes ljudje pridejo, pa grejo, eni se dlje obdržijo, eni manj, eni ti bojo pomagali, eni te bojo razočarali, sam osnova je potem, da se znaš pobrigati zase. Ampak kot si sama reka, prej enkrat v lifeu se ti zgodi točno to, da padeš, tako pač je, to je life in takrat se moraš najti, takrat se moraš pobrati in takrat se ti zgodi to, da moraš poskrbeti sam zase, to, če nisi nikoli doprej. Ja, je, in ko si... Tako je. A veš, pa rečeš, bo si tisti fazi, ko bi rabila ti, pa vse skupaj si rečeš, bože, ne da ga iščeš v svojemu partnerju. Bože, ne da kdo izkoristi to šibkost, kar je v bistvu zame moč pokazati šibkost, sploh kar se pri tipih tiče, da znajo čustve pokazati, se z njih pogovarjati, jih analizirati in se tudi mogoče včasih odpreti v smislu tega, da so nemočni kaj skomunicirati, ker so bili tako naučeni, da se to ne sme. To je zame moč, to je zame vrlina. Samo veš, ko pa ženska pokaže svoje tiste ranljivosti ali pa tiste momente, kjer res ne zmore sama, je pa tudi odvisno, kako ti nekdo nudi pomoč. Veš, odnosi so večinoma transakcijski. There are no free lunches. Veš kaj, mogoče je včasih tudi težava s feminilno energijo in s to svojo stranjo, da ne znaš nekaj preprosto sprejeti, da se počutiš dolžna. Je tudi nekaj, kar imaš globoko v korenini in vse, kako bom jaz zdaj to oddelala, kako naj zdaj to vrnem, a zdaj moram biti na voljo, a zdaj moram pa požreti to, ker se mi je to dalo. In je skozi ena tehtenca in ena uravnilovka in te nesebične pomoči in teh, pa rekla, brez te brezpogojne ljubezni je res malo in to so ponovati tistih par frendic, ki jih imaš okoli sebe. Drži. Res je, in tiste moraš obdržati, tiste moraš čuvati, no, kaj ne rečem, ker jih enkrat najdeš, je to to. Kaj jih ne obsoješ, kaj jim nič ne zameš, kaj se zmeniš čez pol ure, pa ni nobenega čez pol ure. A veš, to so te lahkotnosti v bivanju, v komunikaciji, ker veš, I got your back. Lej, ne klič me, če niso v kanalu, če te ni treba ven potegniti, ali pa če ne rabiš denarja, so že dobile k sebova. In jaz vam ful rada te odnose nekatere, v katerih res čutim bo rekla, ta prosperity čutim, pa čutim mir, pa čutim, da jih imam. Ne rabim jih pa skozi zraven imeti, pa skozi zakaj ne pa kličeš, nimaš me nada, ne. Stari, zato, ker sovražen telefon. 2 ure zjutraj na telefonu, jaz sem hripava, pa na jok mi gre mrš, pa tako jutro, veš. Zato, ker ga ne maram, zato, ker mi je telefon sredstvo, preko katerega se zmenim, kdaj se dobimo. In raje se zmenim čez 2 meseca, pa si vzamem cel vikend. In zame je to kvalitetno druženje, kar pa neki skozi eni mali opomniki, da obstajamo, da beš. Ej, ko si omenila te odnose, ko si jih bila deležna v mladosti, se pravi, ko ste se preselili, a ti je to pomagalo v show biznisu, ko si začela na polno? Veš kaj, tukaj si bilo treba v otroštvu postaviti zase in za to svojo neko drugačnost in jo čuvati tudi v imenu družine. In tukaj smo si bratje pa sestre zelo prav prišli, ker nas je bilo več in smo mi bili ta community. A priori smo bili frendi en drugmu. Kljub temu, da smo se lasali pa tepli, pa zmerjali cel cajt, smo še vse skup držali, kot prstjene roke. Zdaj, kukor pa zahodiš v ta svet show biznisa, je pa težko iti mimo dejstva, da svojo vrednost novačiš s tem, kukor generiraš kvantitete. Torej, kukor naredim, toliko sem vredna, tako ceno, kukor lahko imam, toliko sem vredna, toliko je kart prodanih, toliko sem vredna, toliko je bilo plošč prodanih, toliko sem vredna. In če tega ni, pa nimam vrednosti. Zato, ker jaz sem tudi v bistvu zaradi tega, da mi je na tej moji karierni poti vse šlo pa to, jaz sem kompletno ostal live zapostavila. Ker to tako tudi mora biti. Ti ne moreš biti pa zdaj blesteti na vseh nivojih, se razvijati kot ženska, kot neka mama, ne vem kaj še, pa hara 200 koncertov na let, pa vse skup še vmes. To je full-time job, ampak 24/7 job. In jaz sem vedno, meni je bila vedno to prioriteta. Band, pizza, per, pa je to kola, ne? Ampak, a veš, ne niti neka zvezda, nisem imela nikoli bolanih ambicij biti nekdo, ko bo, sem jaz, a veš, kva sem huda, ne vem, kva, dej neki, no. Jaz sem hotela vedno, sem dober tim, dober band. No in s tem mindsetom sem šla v vse to delati, ne. Tako da,
prečrti pojem bolana ambicija, ki ponovadi človeka res spere v glavo in tudi, če se mu to prehitro zgodi, ta slava, tudi njegova emocionalna inteligenca je blokirana. Lahko je to pri 13, lahko je pri 20, lahko je pa pri 8 in ostane glup, večen, froc, ne bo rekla otroški, ampak otroči, kar pol seveda vodi v vse oblike psihopatije pol na kasnejša leta. To moram res reči, da je rak rana in past show biznisa, ki jo seveda od teh to je milijoni na drugi strani, ne. Tako da enega normalnega razvoja v zdravega, odraslega, odgovornega človeka ne more biti, ker ga nikoli niti ni bilo. To je predstavljaj si, da si ti stara 5 let, pa da si v Mickey Mouse Clubu in tvoji starši imajo že je že timeline po letih za tvojo kariero. Ma Bog var, da se ti premisliš, pa rečeš, jaz bi šla pa ovce past. Te nehi. To so kalupi in ponovadi je res to zagnana nek zagnan community okoli tebe, no. Ali je to družina, primarna družina, ali je pa to nek menedžerski prijem, ali pa labeli, ali pa karkoli, no. Tako da jaz sem šla relativno stara, no, na pot solo karijere. Smatrala sem se že za povsem odraslo, ostala sem bila 23, ko je šla prva plata ven. Leta prej sem jo pripravljala, sem pa nekako od 16. bom rekla, da služim svoj denar z muziko in z vsem, kar sem počela, sem prišla čez. Pa tudi, veš kaj, pri 6 otrokih, ki jih je doma, ti tudi ne moreš viseti na mami. Daj mi za ti, daj mi za ono, daj mi za najemnino. Res ste bila radodarna starša, kot ste lahko bila, ful se jim moram zahvaliti, sploh zato, da ste nas vse gurala v glasbene šole, da smo imeli inštrumente. Smo bili pa tudi dosti strogo versko vzgojeni, tudi po smislu tega, da ne se ven metati, bod pohleven, prijazen in tle so pa mene malo zgubili. Ne, mami, meni govori, da imam prekratko kiklo, pa kako se obnaša, še za nalaž bom zaklela, zato ker res nimamo te pohlevnosti, nič, pa nič ni tam gor, aj prav, pa tudi dol ni nič, vse je tle, in nebesa in peko, vse je na zemlji. In to si tudi malo sami naredimo, tudi sami si svojim lifestylom prediciramo svojo starost, svoje bolezni, svoje načine, kako bomo umirali, ne kako bomo umrli. Ful je v človeku položeno v lastne roke. Bomo rekla, ne glih začrtena usoda, ampak pot, po kateri bo šel nekako kot duša proti svojemu namenu tega obiska na zemlji, a ne, po poti uresničitve, da največ pozavga iz te šole tukaj in sedaj. Tako da, ja, marsikaj sem dobila, prenesla, odnesla in se tudi borila z vsem tem, kako jaz sebe vidim. No, in ta, kar sem rekla, ta vrednost, očisko, s katero gledam, vrednost zdaj je drugačna, kakor je bila v tisti fazi prehajanja iz otroka v odraslega človeka, ko sem se tudi jaz malo zatakala in se tudi nimam povsem za odraslega. Jaz sem tudi 23 glav in tudi bom in mi je fajn. In tudi jaz ne bom določenih vlog ženske izpolnjevala, ki jih ne rabim. Ki jih ne čutim, da jih rabim, ki me ne bojo usrečile, ker živim svojo materinskost na širok, imam 30 ljudi v svoji privat šoli, plus minus, še ne vem koliko, ki hodijo projektno, en kup otrok, ki se mi jim lih, da neš druga mama, ki jih moram, bo rekla, voditi skozi procese na poti karieri. To govoriš o mali šoli rock'n'rolla, ne? In lej, pa še 9 nečakov prešteva, no? There is a lot, Bogovi smo pridni, tako da. Jaz sem pa una, veš kva, teta Neža je pa una teta z Amerike, bogata, brez Amerike, pa brez narja. Je pa ta zabavna, si pozabila drugače. Samo prosti, zgodilo se ti je pa, ko si se je zgodil Planet za zadet, točno to, kar niste lana. Jaz se spomnim, da si bila pač povsod, da si super, da si skakala od povsod. The best, ja. A ti je bilo to, zdaj, ko pogledaš nazaj, a ti je zdaj to cool, ker takrat ti verjetno je bilo, oziroma si šla v to špuro, kar so ti rekli, pač, ne, konc konca. Poglej, ček, jaz nisem to glupa, da ne vedela, kva se grem. Jaz točno vem, da bo treba vse dati, da bo treba podpisati pogodbo, eni ne znajo brati pogodbo, se pritožujejo, jaz pa vem, kaj to pomeni še za Rimsko cesto podpisati. Vem, kaj to pomeni, da tudi prepišem last svojih posnetkov svoje glasbe, jih dam v roke in v štartu je potreben rizik. Če ti v nekaj verjameš, če nimaš sredstev, moraš po kredit, vso energijo, svoj čas, ves talent, vso znanje moraš usmeriti, pa še podpreti ga s kapitalom in majke mi, da se bo začel premikati, ker vesolje tako dela. Ker če ne bo pa rekel,
Ok, ta se ne dosti potrudila, se bo pa ta. Mogoče je malo manj talentiran, je pa bolj priden. Ajde, gremo, ti. In, a veš, tako je, ni veliko prostora na vrhu. Ni veliko, ampak je za tiste, ki imajo vse te lastnosti, poleg tega mora imeti pa še živčni sistem za show business in to je najbolj pomembno. Če nisi priden, dosleden, če nimaš dobrega tima, pa če nimaš živcev in telesa, da to prenesejo pressure, takrat, ko je in tudi takrat, ko ga ni, da preneseš patos, pa se ne tega iti, ko so boljši jobi na svet. Je pa res tako, da tisti časi, ko sem jaz še naredila ta svoj veliki breakthrough, so bili zlati časi še za muziko. Časi, ko si prišel z demotom na label, ko si dobil van support, management, vse skupaj, eno, bo rekla, strukturo PR-ovsko, ki je to pušalna, ki je naredila zgodbo, osmislila vse to širše. Brez teh ljudi ne bi bilo teh rezultatov. In sem jim srca hvaležna, ker še zdaj delamo skup. In jaz sem ena redkih, ki se je res obdržala na dolg rok in z menedžerjem, producentom in z labelom. Hvala Radičevič, hvala Nika Records. In imamo svoje valunge, seveda vmes. Ovulacije in menstruacije imamo, ni da ni, ne? Ampak ta umetnost, ki pomeni obstati na tej sceni in ta v bistvu diagnoza, ki se reče ustrajati, pa že zdavno veš, kakšen je tvoj domet, nam je tista skupna, tisto gorivo za to lokomotivo, da sploh pelje. No. Tako da z veliko pameti je treba to iti. In ne prezgodi, nikoli ni prepozen ali pa prezgodi, da greš na to svojo pot. Sam čutiti se moraš sposobnega, prva stvar. Pa so se drugi zavedali, koliko si ti smart in sposobna in kvalitetna, da te niso skušali obrniti po njihovo? Ja. So vedeli to? Lej, to je pa tako zorogovska trma. Jaz sem prišla svojo avtorsko glasbo, jaz sem neločljiva svoje avtorske glasbe z veseljem, tudi kot kompromis vzamem kakšen komad od drugega, ajde, najrajš tekste. Sam, če v meni vzeli mojo muziko, pol, da grem raj na kakšen drug job, ali pa kakšnemu full-furanemu bendu špilat, zato ker mi ni biti muzika za svadbe sahrane, da imam žur band, pa te igramo sem to, z veseljem igram kvalitetne kavare po svoje, ampak jaz sem avtor koncertant. In mi smo mogoče malo čudni, v enem svojem balončku živimo, mogoče nismo tako v kontaktu z realnostjo, z tem Top 100 na čarcu, kaj se vrti, produkcija taka, onaka, kakšni so trendi. Ma briga me, jaz sem leather jacket pa jeans. A veš, briga me zdaj, kakšni so trendi. Trend pride pa gre in pa se spet reciklira na določen čas, ne? Večna produkcija je pa posneta s kvalitetnimi glasbeniki, v kvalitetnih studijih, na kvalitetni inštrumenti. To je pa forever. In meni je samo point, da če imam dober song, dober tekst, pa dobro maskontarje okoli sebe, I can do anything. Vse ostalo je pa hlepenje za nekimi hitrimi zaslužki na način kopiranja trenutnih trendov. No, v tem nisem dobra, res nisem dobra, ker se za to niti ne zanimam. Vem pa, kaj lahko ljudem dam. In tudi to poštekajo in zaradi tega sem še zmer tle in ustvarjam in imam feedback s terena. Ok. A lahko poslušaš primer, ker vem, da koliko ti pomeni tekst. Ti poudarjaš, da je tekst tisti ta glaven, besedilo, da je besedilo v bistvu poezija. Ne? A lahko poslušaš primer Eurosong, kjer tekst ni dober ali ga sploh ni? Lej. Kaj recimo si rečeš, ko slišiš nekaj tazga, tega je pa zdaj by the way ogromno, ne? To pa mislim, da vemo. Raven dobro zgodbo, ne pleh godbo, si že sama ponaredim. Preveč odprta knjiga, malo koga briga, niga songa božga, ne niga. What the fuck is this? Jana, I made a breakthrough song with nonsense lyrics, ne. In pa imamo politiva, klonil nebo, planet za zadet in pa gre še enkrat prva kitica. Ampak, a sem jaz prodajala tekstam? Ali sem prodajala vibe? Tukaj si prodajala definitivno vibe, ne? Dobro zgodbo. Pa prodajala sem bluzerski nastavek. In mi smo šli fonetično prevajati, da smo prenesli to svežino interpretacije za razliko od tiste tradicionalne slovenske šole, ki izhaja iz časa, bo rekla, institucionaliziranega. Joj! Wirtschaft, Wissenschaften, Otorinolaringolog, institucionalizirano. Ne, okay? Kar je v bistvu rekla jazz pa klasika. Tako. No, to se hotela reči. Tako? Indoktrinacija v institucijo, kjer se bo rekla, uči, kaj je prav, kaj je narobe skozi petje, skozi šolo in
meni ni bilo nič blizu, bež, ne bom tako pila. Masa si ti, pa niti ne, slovenske popevke, pa niti ne. Nič drugega. In sem iskala svoj način. Torej, odgovor na tvoje vprašanje je v bistvu, you can sell anything. Ampak, ti imaš lahko dober hook v komadu, pa imaš lahko sem 2 stavka, pa bo komad the best. Lahko imaš dober groove, dober mood, pa spet samo en punchline, pa bo komad the best. Lahko imaš pa nek glup tekst, neko balado, ki hoče biti močna, pa je nekaj tako površinskega, kot da bi ne vem, s 3 razredi osnovne šel nekaj pisati in zdaj to si dovoli tukaj nek headliner kot single van dat. Mene pa to zbode. Aha. Mene zbode, kadar vsi ljudje mislijo, da so poeti, sem zaradi tega, ko so tekst napisali. Zbode me, ker mislijo, da so producenti, ko so si downloadali app, podprli svojega Maca in začeli sample zlagati. To me zbode. Nimate backgrounda, nimate znanja, nimate okusa pod prvo in nimate odgovornosti do tega, kar dajate od sebe. Torej, nekaj more biti tistega vredenega v komadu. Ne rabi biti nujno tekst. Če pa je tekst, me more pa zarezati. Mi smo na brdu Balkana and white shit grooves to the lyrics, je rekel Dave Grohl, ne vem kdaj že. In to imeti mikrofon v rok in govoriti stvari je zelo odgovorno in pomembno. Je tako, da imaš orožje v rok. In bodimo pozorni na besede, ki so ful močne. Besede so že meso. Več odgovornosti bi rada sem dala do tega, da se neha tudi načrtno ponovljati narodno. Največjo odgovornost pa tukaj nosijo uredniki. Oni so tisti, ki spustijo skozi svoje luknje na cedilu v eter stvari. Ti ne moš reči folku, ne smete tega delati, pa onga delati. Jaz tudi doma rišem, pa ne bom rekla, da sem slikar. Pač rišem za sprostitev. Pa lahko je norga rata, ali pa zelo tazga intuitivnega, energetskega in si vsakič navdušen, ko se vidim, se ne bom zakvalificirala. Pa zelo težito, imam lahko. To je pa zdaj 3 uri, ajde, gupte. Zato pa ti ne moreš te generičnosti, te proizvodne ustaviti, lahko pa samo zamejiš s tem, da ji daš to pomembnost in da jo lociraš. Ti prideš čez, ti boš tle, ti boš na radiju, ti boš v oddaji, ti pa žal ne, stari. A veš, in se veš, kaj je zdaj pop ratu, no? Kaj veš, da sem se malo zgubila drugače v temu popu. Vem, da so v bistvu na novo odkrivajo že narejene hite, recimo iz 80-ih in jih pol naredijo po svoje in ga nekako na ta način se mi zdi. Sistem. Da prodajo pol te komade naprej, ne? Veš, hudo je, no? Hudo je, kam plava ta muska, no? S temi streamingi vred, z AI-jem vred. In vse, kar lahko sem rečem, je podperite glasbenike, ko so z mesa in kosti, hodite na špile, kupite karto, suportite tako, da direkt do glasbenika pride denarno. Vedno so tiste rešete vmes, sem še vseena, ne, če potegnemo črto, down point je, delite si iskreno iz srca, z neko malo bolj zahtevno konstrukcijo, no, pa ne bo neki drazga v komadu, če ne že drag buben, se drag sample ali pa drag kacujne v spotu, neki mora biti, ne se vidi ta oložek, pa ne se vidi, da je nekdo kristal za to domorata. No. To mi je pri tebi ful všeč, ko si reka, da nekje boš dala ful od sebe, govorimo zdaj, ali bo ful drag video spot, ali se boš ful drago oblekla, ali bo neki, ne boš naredila čip shit, no? Ne moreš to narediti. Ne moram več. Ne moreš več. Pa si kdaj? Ok, planet za zadeto, to mislimo spet. Jaz tudi ne morem iti v Grsenero živeti, ne morem. Ok, živimo tako. Ne morem iti na počitnice brez enega osnovnega luksuza, res ne morem. Jaz nisem za ok. A veš, kaj mislim? Ne morem, telo pa či rekel, no zdaj pa dosti pica, per pa kombi, no dosti je. Zdaj si pa že babenca, poskrb zase, pa se malo razvaji, pa tudi po mojih estetskih merilih mora biti narejen. A veš, pa je zdaj ško rekla, ko se pa nisi pa počesala, lej? Če si oprala lase, cenom. After 40 si operemo lase in mislimo, da smo zrihtani. No, dej, no, res je, no. Kaj? Pa že, kaj si pa naredila z lasmi, da samo oprala sem si. Ja, no, lej, jaz sem si konice potegnila. Čeprav, lahko tudi strižemo. Čeprav, lahko malo odsorjam, pa kot deleč vidim, malo bo treba, večkrat. Ja. Veš, daj se moraš strižiti, kaj je luna v levu, kar raste. Ta mesec je 18. junij na voljo. In če se takrat strižeš, lasje ratajo ful daljši. Če se boš pa prej, ka pa pol, ko je pa mim, se ti bojo pogostili. Tako da ful glej na luno. Jaz sem časih gledala, zakaj mi iste barve, iste te mešance v procentih toliko drugače primajo. Zato, ko si drugi v mesecu. Glede na ciklus, glede na luno, enkrat si bolj rdeče,
še enkrat si bolj bil, mislim, kaj se to dogaja. In pa sem ugotovila, da če se mečkam bolj po luni, tudi pri teh beauty stvarih malo nagibamo, ni za manj. Kako skombiniraš svoj stil? Oziroma, kdaj si odkrila, da ker imaš talent za to, da izstopaš vedno? Tudi danes ti delamo krivico, ker tele bobni zakrijajo škorne, ampak tako, no. Moje tuniko. Ne, jaz ne vem, če sem tebe kdaj videla slabo oblečeno, da tako rečem. Pač fuknjeno je, no. Tako, res je dober. Veš, kaj je? Ful je pomembna stvar, da imaš doma same dobre kose, ker v najslabšem primeru, ko šla skozi vrata, boš imela na sebi dober kos. Prva stvar, vrš vse stran, kar nisi nosila vse let pa pol, ali pa da je naprej, ali pa priredi s prijateljicami modni bazar. To bom tudi jaz naredila. Okay. Pa šampanci, pa tako pa si malo menjamo. Drugače pa jaz se intuitivno oblačam, meni je važen komfort, mene ne bo nič stiskal, jaz hočem tudi noge dati za vrat, če treba. Ne maram ful nekih kruzetov, pa dolgih kikel, pa une poza. Mati Marija, tega res ne maram. Pa res oblečem se doskrat 5 minut, preden gremo doma. Kaj pa vem, kaj mi usedel? Ne moreš si skratka naštimati cuni en večer prej? Ne. Ne moreš? Ne, okay. Razen najde, če se kam gre, ampak ti jaz povem, da jaz spakiram v 5 minutah. Ker imam že itak make-up bag, ta svoj za higieno bag, pa za lase, jaz imam 3 torbe konstantno spakirane za na teren. Okay. Torej, ali je to špila, ali je to izlet, pa namečeš v njih par gat, par štumfov, majice, pol neki za lepo zaven, trenirko, pižamo, čau, dio. Kaj si danes mislila, ko si se oblekla, recimo, ko greš na backstage? Zakaj si tako oblekla? Zato, ko sem imela, da bom na komod sedela. Okay. Ne vem, zakaj sem se tako oblekla. Zato, ker mi je všeč ta tiger. Ja, meni tudi. Zato, ker ga šajna, pa ker je mogoče malo več rock'n'rolla, tudi stoketno, evo. Eto. Pa lahko mi peleš na sprehod, pa. To mi je že 2 zapeljati na sprehod. Nekaj te moram vprašati, ker sem te zmeri tako dojemala. Da so te naši fantje, ala ne vem, Skočir, Buco, Hamo, da so te ful imeli tako za svojega budija. Da so ti ful dali en tak respekt, a veš, z tega vidika tako, ti si pač naša, ti si tako naš dec, varianta. Veš, kaj mislim? Ne mislim slabo. Kje je brat? Kje je brat, prav tako. A je bilo tako, ker ste bili prav tak, ne vem, hud gang, no? Pa se ne rabiš v preteklih govor. No, ste še zmer, tako. Vsak ponedeljek tam imamo vaje. Mi smo kar dosti narasli. Jaz sem tudi zelo zgodaj začela z Rdičevičem snemati v studiu Tivoli. In še vedno, ne? Kot si rekla. Ja. In sem tudi Bigfootom sem snemala plate, klaviature, back vokale, tudi njihova gostja bila na špilih in smo se zelo dobro pofrendali. Z Zokijem sva tudi duet naredila. Tako je. In moram reči, da je bilo kar ludilo, no, fajn smo se imeli. Buco je pa itak bil na faksu malo pred mano, a ne? Je bil kar moj starejši brat, zdaj bo tudi z nami v Križankah, v bendu je bil tudi od štarta, tako da bolj ali manj, veš, srečamo, pa gremo spet narazen, pa se spet srečamo, konc koncev vsi vadimo tam v Detroitu in zvečer pol perček pa debatka, valjda. Pa tudi, ko je bil Buco na Ištekanih, a zba ti edina gostja, govorimo od žensk. A bila še kakšna? Si bila edina, ne? Vse dost. Hoče ti točno to povedati, ne? Ta respekt v bistvu, ne? Kaj ga dobiš. Ja, veš, pa jaz tako živim eno svojo špuro, pa se tudi ne zapletam več nekaj v glasbenih krogih. Konc koncev, mogoče glih ta prava mera druženja pa distance naredi to, da je lahko naša vez oziroma naši odnosi skozi leta, da so lahko spoštljivi in uspešni. No? Tudi s Hamatom the best deravec. Ja. Ta 2 glasova vrhunsko. Ja. In tudi v Cankarju je bilo super imeti in tudi le še karkoli naredim z njim. Res, imamo tisti pristen energy, pa respekt. Res respekt, jaz tebi, ti meni. In ko vidiš, da je v bistvu energija za laufa, pol iz tega vedno kaj rata. Moramo imeti nujno še 2 dueta s Tokcem. Najm ples, če je Nika prej rekla, da ima, kaj imaš vrhove, a ne? No, jaz imam najm ples posrčkan. In pa Vlada Kreslina, ne? To ne smemo pozabiti, kakor zvezdi na nebo, ne? Ja, več je bilo še teh komadov. Ja, ampak recimo, prav tokrat glasbeno brat in sestra sem zasledila. Tako zelo so vas pobondali skupaj. Pa so pa rekli, da so si še podobno. No, dober stari. Ne vemo, kaj je razpukano frizuro. Jaz to ne bi rekla. Jaz bi rekla, mogoče res ta kreativa, pa res, da sta odfukana vsak po svoje.
Ja, dobro smo Mogoče se to. zastopila. Jaz pa tudi občudujem dece, ki lahko visoko pojejo, ki imajo res ta prezenten tenor, rock tenor se temu reče. In jaz tudi tam dober pašem. Rečva, jaz dober pašem na ta brundas bariton, pa kadar zategne lahko tudi en obrat čez mene. Tako da to je meni super, to prileganje, tudi s Tomijem, ko smo pela platino, so se vokali ful zlili. Čeprav jaz sem še lajala, še en obrat čez njega. Niso gli vsi, bo rekla, niso ravno vsa parjanja moških pa ženskih glasov optimalna, tako da reče ženska po gor, dec po dol. Ne, mogoče pa še njegov falzet preko tebe. Je treba doskrat porihtati. Jaz tudi, ko vokalni sestav naredim, jih po barvi zložim, ne potem, kdo je zdaj alt sopran, ne vem kaj. Lej, tako zveni, drugačne, pika. A ne? In ja, drugače je bilo še kar nekaj sodelovanj, Džiboni, Massimo in tako naprej. Tutuinija. Fulenih, Vlatko Stefanovski rečva. Kar enih likov se je v bistvu pofočkal, mi dal tudi tako priznanje, s tem, da so si cajt vzeli. Zato, ker ni komad posnet, mislim, ni za komad posnet samo prijet, pa posnet ga je treba tudi supportati, ne, pa prijet na špil, pa biti gost, pa si cajt vzeti, pa na TV, pa na radio. Tako da, to je vedno paket in ko greš s kom nekaj delati, moraš imeti tudi čas za tisto, kar potem pride enkrat, kaj je komad zunija, ne. A pa jezik kakšen ta glas? Novejši, mlajši, ki te recimo tako nadušuje, da bi lahko skupaj nekaj posnela. Ker se mi zdi, da mogoče malo manjka teh malo bolj moških, bolj surovih glasov. Oziroma si že z vsemi posnela duete. Ful je enih bendov pa muske, ko do mene sploh ne pride in mi je grozen. Samo določeni radiji so taki, ki grejo to indie sceno vrtet brezkompromisno glede na rejtinge in na radijsko shemo. Tako da bi rada več vedla, no, pa več zvedla. Zdi, da bi ti pomogla enega izluščati. Pa kaj pa vem, no. Rečemo zdaj, da bom rekla, da so zdaj newcomeri. Rečemo, Murphy so mi ful všeč. Ful ima dobro melodiko. Sicer bi še več melodičnosti dalo pevca, ampak všeč mi je ta žanr, no, nasplošno. Tako, če bi lahko rekla, ampak zdaj oni so za nami, no. To ne bom rekla, da so newcomeri, ne. Ne, to niso več. To so že. Je pa, bom pa rekla, da kar me pa moti v popu, je tukaj enega šodra ratale. Mislim, to glasba iz gasilskih veselic je preselila v pop, to me ful motno. Mislim, že tako kot žanr, no. To bi mogel biti nek podeželski pop ali pa komercialna, zabavna glasba. Nekaj tak subžanr bi si mogli spomniti, da bi lahko mi, no, ostali pop. Da ne rabim jaz biti že alternativc počas. Res, zdaj si mi dala res zamisliti. Kdo bi bil mladi fant, da bi mi vokalno, da me stresu? To zdar povedala. Bom še malo razmislila, bova dopisale. Bova dopisale, spodaj, a veš, opomba. Tega nisem še nobenega tlele vprašala. A imaš kakšno pesem, ki te spravi do solz? Ja, najdi me. Najdi me spravi do solz, že ko smo snemali Babe Mišlo na jok. Sem rekla, shit, koliko je ta komad pomemben. Najprej skanaliziran tekst. Jezus, odkje je to, komu to, kva se tle dogaja, kak pismo noša sam. Drugo, kar je moj refren, ki mi ga je tist skanaliziran tekst porinil, da ga dam iz sebe ven. Poleg tega pa ta ženska moč, ko se bave dobimo skap, se primemo za roke pa zapojemo, to je nenadjebljivo. To je tak super power, to je močnejške bilo kjerakoli molitev, zato popravim, ful je pomembno, kva govorimo, kva pojemo, kva pišemo, ker to so programiranja ljudi. To gre kot frekvenca v eter in skozi zavest v podzavest. V zapise, v gene, v ne vem kva. Ful je pomembno. In to mi je dal ful zamisliti, no, ko smo imeli te momente, ko smo se skup dobesedno drle, požurale na komad. Koliko je dober imeti fajn baby okoli sebe, ko se supportamo, ko se imamo rade, ko smo vesele za uspeh eno od druge, ko se znamo iskreno pohvaliti. In seveda bojo tudi vse te punce in tudi fanti iz moje šole z mano v Križankah, no, tako da sem rekla, vsi na oder, vsi, pa 4 glas je, da ga slišim. To bo 26. junija, sploh še nismo povedali. Dvakrat smo že omenili koncert, nismo peli, daj 26. junija, torej Križanke. Lej, ker so bolj pomembne druge stvari. 20 let karijere. Ja, na 20 podlage, rekli. No, tako je. Ja. Tako. S tem, da to niti naštejemo. Ti začela pri 4 v bistvu, a ne? Ja, prvi nastop sem imela leta 86. Od takrat razmišljam isto. Kako čuden. A si sploh razmišljala, da bi kaj drugega počela? Realno.
Ja, razmišljala sem si, da bi si odprla Fitfinder, pa takole nogo namočila v prebrenac, pa na steno napisala Miloš, pa je stavila račun za 3 ure. Ja, Jana, sem razmišljala. Poglej, kam gre ta svet. Ampak takrat še ni šel. Kaj si se ti lahko odločala, kaj bi? Zdaj govorim, koliko mi delamo za koliko denarja, pa kako se v realnosti ljudje znajdejo po liniji najmanjšega odpora, sem da malo drekec pogoltnajo, da zaslužijo. To malo karikiram, no. Ampak jaz sem vedno želela biti v glasbeni industriji. Kaj bom, kje bom, do kje mi bo nesel, je pa fora samo tega, v kakšnem communityju se bom znajdla, da bo poslovno uspešen model. Torej, če sem jaz klaviaturistka odzad, super, gremo na turnejo. Če sem jaz frontman, super, gremo na turnejo. Če sem jaz samo nek co-producer, avtor, super, gremo na turnejo. A viš, toliko sem neobremenjena s tem, da imam to bolano ambicijo biti neka diva, da se mi mogoče to pri tej prizemljenosti pozna, pa pri tem, da vem, da je znanje hrbtenica, pa da lahko govoriš in pametiš sam, kadar si res dovolj izkušen, da se počutiš na mestu predajati svoje znanje in tako naprej vzgajati tudi mlade in zanamce. Kaj pa tujina? Ti si meni presegaš slovenske okvire. Ja, talk to my manager. Ja, lahko. Sam ne vem, če bo kaj pomagala. Tako bom rekla, imajo mnenja ljudje okoli mene take in onake. Ene bi mi prvoščili vse, pa ne znajo, pa ne vejo, ali se pa pač ne zdi pomembno. Ali pa smo tudi probali v svojih cajtih narediti svoje, pa bom rekla, da ima slovenščina tudi svojo bariero. Torej se zadene v ograjco, pa imaš malo diaspore, pa imaš pa še kukar imaš tega simpatizerstva iz držav bivše Jugoslavije. Pa že kar eksotika. Pa smo dali še vse za Korejo Platoven, pa na Bravo Hits Records, Bravo Hits, ki bi včasih je komad gor. In pa je bilo tudi, so bili relisi za Srbijo, Bosna, Hrvaška, so bili relisi pa singli, ne, pa ta sodelovanja, ki sem jih tudi prej omenila, z velikani iz regije. Ne bom rekla, da nismo delali, pa da nismo bili, jaz temu ne bom rekla ravno tujina, ampak bom rekla na perutih, kukar me moja industrija lahko nos, kukar me slovenska zastava lahko nos, sem kar nekaj naredila. No. Za časa predsedovanja Uniji, vstopa v evroobmočje smo tudi veliko koli igrali, bilo tudi skozi Bruselj, London, Cannes, ne vem kva. Prva turneja je bila po Slovaškem 14 dni. Ampak to je drugače. To je drugače, to je tako, kot da bi ti rekla Bosanca, ki je igral v Chicagu na Boston Streetu. To za me ni uspeh v Ameriki, ne. To je diaspora. Treba drugače gledati. Kadar si ti poslan od vlade ali pa od firme ali pa na nek fest kot predstavnik Slovenije, to ni še karijera v tujini, ne. To je nekaj steganje lovk, pridem pa tebi za laufa, da se od tega tukaj odluščaš, pa dejansko lahko živiš in delaš zunaj, to je pa naslednji korak. Jaz mislim, da s to mojo ekipo to ni možno, da bi mogla isto sama narediti, se preseliti in tudi tam osnovati od začetka produkcijo in band in vse tako naprej. Ja, najti neko tujo založbo verjetno, ne? Ja, ker jaz sem še vedno v glavi rockera, veš, ostali ljudje so pa mogoče že malo se ustalili v smislu družin in tega naprej, svoj krogec imajo, tle počitnikujemo, tukaj zaslužimo, to je private life, to je business life. Meni je pa itak vse sem karijera. A veš, kaj mislim? Meni bo še rekla jutri, spakeri pa pejt, pa bom spakirala 2 mačka, bom šla. Tako da sem na prepihu, že dolgo na prepihu, ampak me je pa tudi ta, bo rekla, sistem moje šole, pedagoškega poklica, produkcije in songwritinga za ostale, toliko po zaugu, da se s tem dobesedno včasih 6 do 8 ur na dan ukvarjam in sem pa malo pozabila nase. Jaz delujem pa od singla do singla, no, pa zdaj, kaj imamo te okrogle cifre, ga se treba potruditi, ampak res daješ prednost tismu, kar pije vodo. In to je ful slabo za karierista, kakor sem jaz bila. In sem si tudi rekla, zdaj pa v teh letih moš delati tisto, kar je zate dobro, za žensko, za tvoj zdravje, za tvojo pamet, surfi skozi odnose, kakor znaš, ampak srečo ne išči v drugih ljudeh, niti ne mečim naprej. Kaj bi ti lahko, pa nisi, ker se moramo mi nekaj zavedati. To, kje smo, pa kaj delamo, pa s kom delamo, je naša svobodna odločitev. Dokler nimaš ti klešč za vratom zaradi kakšnih hudih omejujočih pogodb, je vse tvoja odločitev. Tudi, koga poslušaš,
kjer je šamar, mislim, v prenesenem pomenu, boš si pustila dati, koliko traja še ta tvoja šola, preden greš ti v svojo novo verzijo sebe. To je vse nekje, a veš, to ti rabiš, to je tvoja odločitev in dokler ne dozoriš, ne greš koraka naprej. To je ful grozno slišati, ampak včasih nekje obtečiš, ker tvoj del tukaj ni še narejen. Tako, zelo simpel. A veš, zelo simpel, tudi v odnosu boš tako dolg, dokler se veš, a se bojo smeti same nesle ven, ali boš pa prerezala, boš svina presica. Tako je ponovati. Kam sem drezala. A si pa zmer tako gajsna, verjamem, da si bila, ker si bila upornika, ne? Ampak tako artikulirana, bi bila pridigarka, evo. Če bi to obstajalo v Sloveniji, tako, kar pač preacher. Ne, imaš tako prezenco, glej, jaz mislim, da še nisem bila tako nikoli tih. Resno. Ne, me zanima. Ustavni mi. Veš kaj, Jana, ti reči? Imaš v 3 stavkih pove, kako je bilo tvoje otroštvo. Ali pa, če bi dala v 5 ali ne, tvoj faks, življenje, kako bi to zgledalo? Ne, to ne bo, to že vse piše. Če me ne boš dala v kalup, sem jaz ena reka, ki se zliva na vseh 15 strani. Res je, veš kva, jaz sem coach v osnovi tudi. In ko pridejo ljudje k meni, pridem in glas vam potegnem od črevesja, jeter, ledvic, pljuč, možganov, vse. In je treba dati ven tudi kakšne travme, treba je glas odpreti, treba je tukaj zavrtinčeti energijo po domač, pa se znebiti neizrečenega, ker ti si lahko še taka ptička sinička, pa ti boš imela blokado tle, pa še kakšno ščicenco zraven, pa še vse, kar pritiče temu. To so neizrečene stvari, ne? Nepredirane, neizrečene, nedotaknjene, nenaslovljene. In moraš znati človeka voditi, se mu odpreti, da se ti odpre, s tem se moraš znati pa tudi sam odpreti. Ampak ko se sam odpreš, se moraš znati do te mere zartikulirati, da lahko ta človek nasproti tebe začuti, da si ti to predelal uspešno, pozdravil, zacelil, da ti to razumeš v praksi in v teoriji in da mu sploh imaš kaj zadati. Ker jaz v njih z vikend certifikatom za life coache res ne prebavljam. Tudi v njih brez milijona, ki govorijo, kako do 1. milijona, še manj cenim. In cenim samo tiste ljudi, ki so prišli iz prakse, ki so dolga leta uspešno živeli, nazaj v to poslanico, da pa lahko komu zdaj kaj imajo zadati. Jaz se ne bi upala iti z ljudmi coachinga, songwritinga, če ne bi imela svojih kipcev, pa svojih dosežkov, svojih rekordov, predanih plat, svojih hitov. Če ne bi imela tega vsega takole v vitrini, ne bi si upala 1 ure imeti. Majke mi. A fol gre iz šole nazaj v šolo? Daj mi povej. A boš ti to poslušala, pa zares vzela zase? Ne vem. Kako pa pride folk k tebi, da jim pišeš besedila? A upajo prijeti? Še najraj vidim, da pride s tekstom. In to takim autobiografskim, to najraj vidim. Ampak jaz iščem v človekovo esenco, ker vsak ima neko unikatnost vseb, če jo le si drzne nasloviti. Ni glih point v šoli, da ti da 5 oktav obsega. Pomembno je, da ti da higieno, da je to ritmična, melodična higiena, da je izgovorjava ta prava, pojšela interpretacija. Ampak to so samo orodja, da jaz postavim inštrument. Zdaj pa, pevci igra na cel telo. Mi pojemo iz srca. Pojemo s prepona, pa s pljuči, pa glasilkami, ampak ti moraš človeka najprej v gard postaviti. To pomeni, da mu moraš dati osnovo javnega nastopanja, da on pride in z enim zanosom in eno sigurnostjo, da iz sebe ta a veš, če si že tle zatrkiran, da že, ne vem, ko je treba se zase postaviti, pa kaj povedati, pa ti zmanjka stvari, kako boš letel v stresni situaciji, tam 10,000 folkov, a veš, trema, to, zakaj sem tle, a sem se pripravil, a znam predihati to, ali imam postavljen center, a imam medenico preobrnjeno, to, da telo midva pripravlja na ta stres, je stres. Ja. In mimo tega stresa iti je v bistvu samo skozi zaupanje, skozi to odprto srce, skozi to, da veš, da tutor v svojemu klientu mesi samega sebe. Torej, simpatija mora biti v štartu vzpostavljena. Če tebi nisem jaz všeč, kaj delam z mojimi fuši vred, te nimam kaj učiti. Ker te bom, tudi če bi te namazala, bi te po svoje, če bi te oblekla, bi te po svoje, če bi te sfrizirala, bi tako leka jaz, ampak to je najbolj iskrena v bistvu neka, bo rekla, eksternalizacija tega, kar jaz pri sebi cenim. Ja, si res postaviš človeka, ne? A pa kakšnega tudi odsloviš, ker pač ga ne moreš.
ker ima, ne vem, ali preveč blokad v sebi. Ja, najbolj na živce mi grejo, kada se ljudje v bistvu pridejo malo sem sprostiti ob muski. Aha. Jaz pa tam za vso to svojo integriteto pa ne morem se hvaliti, nočem se hvaliti, ampak ful sem hitra, pa ful veliko vem. Pa ne maram, če folk ni glih toliko inteligenten, da zna približno to hitrost uloviti. No. Malo me živcera to, ali pa če so res kompletno gluhi. Aha. Pa se ne slišijo. To pa pride doskrat v paketu za ful visoko stopnjo samozavesti. Klasičen Dunning-Kruger. In Jara, talent pa lenova, pa ta samozavest, pa relativna butastost sta takole greta. Res, zakaj tako na svet? Ne vem. Zato pa, ko dobiš človeka, ki je talentiran, priden, ki ima še feedback, ki ima rečemo, ali pa takšna tamala, ki ima še starše zraven, ki zdravo gledajo z neko željo po tem, kaj je dobro za otroka, pa kje so meje, pa znajo podpreti to njegovo sceno in dogajanje. Pa to je božja milost. Tist, kar pa bi jaz res z veseljem tudi v nadaljne odslovila, so pa hobi programi, kjer se pridejo ljudje družiti, tudi zaradi tega, ker jim imponira to neko ime ali karkoli, se ne pripravijo. In pa imam jaz tam cel multitrack enih sfušanih vokalov in mi sploh ni zabavno. Ker lahko je zabavno. Lahko naredimo žur iz tega, pa je zabavno, pa se res jajcamo, pa delamo norčije. Jaz sem drugač veliki humorist, ljubitelj, bolj kaj je želil, boljš mi je the darker the better. In imamo tudi svoje momente z mojimi prijateljicami, ki delamo parodije na razne komade. Mislim, mi seramo v mikrofon. Mislim, to je res. To so ženski večeri, malo pijemo, malo se zapavamo in to se skupaj posnamemo in se nam Da pa prideš ti z mano delati, pa se ne pripraviš, pa če imaš odgovornost, ne vem, do posnetkov, do plošče, do datumov, do vsega, da je vse mem in da jaz pa tam z Miško tunem, to sem pa že prerasla. To bi ti pa rekla par let nazaj, bom delala, zato ker rabam, zdaj imam pa tako nič živcev za to. No, zdaj veste, to mi je všeč, že spovedala. Ja, direkt. Pet stran. Ampak, prosti, to samozavest vidiš že na vratih, a ne? Ja. Ko pride noter, ne? Mislim, to, ko se drži za roko. Ja, ki je že ono, kaj ti meni govorila. Ja, točno to. Plaču mi boš za to, da ti bom, ne? Če ne pa, veš kaj, klikati record buttons na vsak, editirati tudi, mislim, ne glih vsak, ampak ljudje iz tega foha, torej samo po ene take profane studijske storitve se k meni ne hodi. Jaz sem tukaj, da pevca postavim, da mu song naredim, da mu naredim pre-arrangement pred produkcijo in pol ga pošlem na label, do dobrega producenta, mu spimpam band in tako naprej. Torej, najbolj pomembno je, da imaš ti kvalitetnega izvajalca s kvalitetnim komadom, ker pol se producent vdahne, pol se label vdahne, vsi se vdahnejo. Če pa to ne štima, da pride k producentu podrt band z bednim komadom, pa začne pol producent po domače drek štukat. A veš, pa reče, zdaj bi pa še imel zdaj svoje procente in je uzbana v bendu. Ful taki zgodbi okoli mene. In to je grozen, ker ljudje ne štekajo niti pol vsega tega sveta avtorskih pravic. Vi morate vedeti, kva so male, velike in tako naprej. Prvice, kaj je v bistvu moj vpliv na tisto, kaj rata, kva ne, kaj ti kupiš, kva ne. Tako da, to so kompleksne reči, to mora biti predmet v šoli. Se strinjam, poleg marsičesa še od teh stvari, ampak kakšno ime, ki bom rekla tvoj produkt? Koga, ki imaš? Lej, zdaj tako, nekaj let nazaj smo delali, sem v moji produkciji naredila cel musical, Povodni mož. Povodni mož, ja. Tako da sem se tiste igralce, pevce trenirala, naredila kompletno glasbo, spimpala band, postavila to v bistvu enovito večurno dogajanje. Pol imam pa res tele, vse kak meni hodijo. Imam Taro Ahočič, imam Nušo, imam pevce iz skupine Imperij, imam Malajko Katrašnik, to je ta mala, ki po vseh festivalih restorava. Imam bolj znane in manj znane ljudi, ene bo lahko omenja, mene ne, ene tudi lahko objavlja, mene ne. Tako da bom rekla, da pejte na Mala šola rock'n'rolla na YouTube, pa boste videli. Gor je od krohota do res slabih, zabavnih posnetkov s telefonov, pa tudi do v bistvu enih takih coacherskih hintov vsega. No. Res imam ful znane ljudi, sem pač se, veš kako, eni so pač tihno, da hodijo. Ja, vem.
in čisto razumem, tako da ne bom silila niti slučajno naprej. A se obeta še kakšen, ker vem, da uživaš v teh velikih projektih, tako kot je bil Povodni mož, pa dobro, zdaj bo koncert, ampak kaj pa pol še naprej? Še kaj Zdaj, planiraš? trenutno sem zaposlena z vsemi temi partiturami, in kar prinese delo simfoniki. Tako da je to veliko enega repertoarja, usklajevanja. In tudi moram na neko dramaturgijo koncerta pogledati. No, sicer mi veliko faktorjev manjka, jaz bi tudi imela to vse koreografirano, pa da bi se vse bliskali po vizualizacije, sam nisem ne tam sredstvene z idejo. In tako da bo rekla, bo narejen po mojih močeh. Definitivno je pa to presek ustvarjanja zadnjih 20 let in igram praktično the best of. Zdaj, da bi rekla, kva še pride kot velik projekt, ne vem, no. Ta 20, ki je za sabo potegnila iz vinila, the best of, merch sem naredila svoj, po mojem bom šla jesen s kakšnim singlom naprej in ga pol zapakirala v novo studijsko ploščo, pa bom pa videla, koliko se mi bo dal, pa na kak način se mi bo dala, ampak moram malo, glede na vso to debato, ko se je danes imela, malo prerešetati svoj sistem, koliko delam, zakaj delam, s kom delam, kje živim, kako živim. Tako da bo iz take življenjske spremembe v leto ognjenega konja zelo to dobrodošle, da tudi mene kam mogoče odnese. Tako. Kam te pa ne bo odneslo, kaj misliš? Kje se pa ne vidiš, da bi lahko? Tudi, kar se tiče glasbe, seveda. Ne, kar se tiče muzike, bi si z veseljem vzela kak let odmora. Da noč mislila, nisem taka. Jaz sem samo prekurjena zaradi dolgih studijskih ur, pa zaradi tega, ker pogoltam 20 komadov na teden, to je veliko, no? Za komprehendati je veliko. Če bi jaz živela samo od svojih špilov, ne bi bilo tako, bi bilo zelo, zelo drugače, bi tudi rajš hodila, ko sem frej na druge koncerte, zdaj se pa res probam regenerirati ušesa, pa tako naprej, pa glas. Definitivno me ne bo odneslo v ene XY vode, ki nimajo veze s tem, s to mojo ekspertizo, tako no. Vse se počutim v bistvu po eni strani malo idiot, veš. Tako, ker tako dobro znaš neki, ali pa saj misliš, da znaš, pa imaš lepe uspehe, pa tudi iz teh malih, ki jo vzgajam, ratujejo male zvezdice z svojimi komadi, no. In to mi je ful pomemben, da težko se tudi jaz kar zginem. Ko bojo takole, kje si, rabimo te. A veš, in težko zgine, moram pa reči, da bom zelo omejila to, s kom delam, koliko delam, ker moram še nase gledati, no, da se mi potem ne zgodi tak teden, ki je po 12 ur vsak dan in pa sem v bistvu skurjena na koncu. To je treba ful paziti. Res je treba paziti, ker ko zavohaš pri sebi, da klikajo vsi varnostni sistemi, da si tudi lahko hiter izgorel, pa tako, pa se ne počuvaš, je tisto zdravljenje veliko več tebe odterja, kakor bi tista prekinitev, če bi jo zapazil v ta pravem času. Res je treba na alarmne sisteme v telesu paziti. Jaz jih dostikrat ignoriram, na nogah preživim tudi. Se veš, kako je biti SP-jev v tej državi? Jebite se država. Res, zdaj poskrbite malo, da bomo mi lažje živeli. Nihite nas toliko dočvati. Dajte nam malo več bolniške, ne pa da 30 delovnih dni čakamo. Jaz krepnem se sestavim, pa sploh se ni nas zgodili pravno. Exactly. Pa moram ful odpovedati ali koncerte ali karkoli, tako da bi si pa zavarovala lahko svoje glasilke pa prste, pa tudi rocket science za to deželo. Tako da tukaj resnično mislim, da je še veliko za podelati, da lahko nekoga na takem položaju, kakor sem jaz in veliko naših, da se ga malo bolj ceni, da se ga malo bolj zavaruje in da se mu da malo več, v bistvu tudi, bo rekla, takih konkretnih prilik, da lahko to svoje znanje, svoje talenti živimo na tak način, kot smo ga včas, ker na stari dobri cajti za Moskvo sem imel. Lej, kva se dogaja. Mislim, da imaš marsikoga tlele na stolu in če bi ga vprašala, kam misliš, kam gre ta scena z vsemi temi orodji in vsemi temi načini, ki so zdaj aktualni, bojo vsi rekli, urad pa še globje. Se sem jih vprašala in točno to je bil odgovor. Tako da polih rajš ne sprašujem več. A ne, ker, mislim, tako, kaj si rekla, če si mal brihten, pa če mal gledaš okoli sebe, pa se vidiš, no. Ja. Načeloma. Se vidiš. Ja. Ne, pa tudi vidiš, kako algoritmi funkcionirajo in mi smo toliko vredni, kar naši algoritmi pušajo. Ja. Kaj smo prišli? Da moramo biti zdaj artisti, content provideri, dejno, škira muka je meni to. Ajde, pa poskrbim za svoje, še fejs plačem, da nekako to zgleda. Sam res si rečem, zdaj to delam zato, ker je treba v teh cajtih imeti follow-up. Torej,
tako, kot maneken, ki pridejo na audicijo, pa reče, aha, ti imaš samo 10 ur, ti imaš 70 ur, ti imaš prednost. Pa niso niti pogledali, kako zgleda. In zdaj te cifre, a veš, prej pa govorijo cel cajt o lastni vrednosti, ki mora biti, a veš, ta vesoljno univerzalna, ti si samo bitje med bitji, ne vem, sistem ni tak. Ne vem, in tudi ne maram, da se nagrajuje povprečje pa pridnost na mest talenta. Ampak še vsak sistem se enkrat zrušil, tako da mogoče so to tabo. Kje moram spodžagati? Ne vem, bomo že naštudirali, ne skrbi. Na enem od teh tvojih večerov. Dej najde ene na 4, da gremo vsak na en tema. Bomo še žagati, brez skrbi. Draga, ful ti hvala za obisk. Ja, hvala ful mi je tebi. všeč, ker imaš tak vibe, ki ga nima noben tej državi. Hvala lepa za kompliment. Sorry, ti si toliko povedala danes tudi pametnih stvari drugače. Tako da. Ja, hvala, upam, da boš to pametno poeditirala, ko mi sem bila tudi veliko boljši. Ne, v redu si govorila in absolutno vabljeni vsi 26. v Križanke. To mi še povej, boš imela valjda kakšne goste, kakšne presenečenja, bo kaj letelo po luftu, bo kaj gorelo, verjetno ne sme. Modrci navja, ne, mogoče to ne pa bo, kakšne čeprav kaj povem, veš, boksarce. leta 2026 je tudi to možno. Upam, da nov Paradise, če bojo boksarce v redu, modrci najbrž novijo. Zdaj pa, če bo kaj letel po zraku, to pomeni, da kakšne lampa so odšraufala, padla. Drugač pa ja, balerine bojo letele. Ja, no vidiš. Veš, ja, Okay. baletke so zraven. Pa v bistvu osrednji gosti so itak simfoniki RTV, Ja. potem bo pa tudi veliki virtuoz Goran Bojčevski z nami. Ja, on bo tudi to mojo rapsodijo igral še za časa faksa. Wow, in še vmes malo progresivnih momentov, tako malo gremo v fusion. Pa moj band in seveda vsi moji dragi vokalisti z moje šole, tako da sem rekla, bavence, to, kar je bilo na snemanju, jaz to hočem živo doživeti in sem jih povabila in fance in punce, tako da bo pokalno. Klavirja ne bomo več zažgali. Ne, ker je bo Yamaha CFX in je svinsko drag. Ne Mene bomo. bi ubil. Jaz nimam to gnara. Nimam, res. Če zastavim še oba dva mačka, bo vse, kar imam, spušim. Ne bo šlo. Lej, točno to. Hvala ti še enkrat. Tako da, hvala se vidimo. tebi, Janja, Drži super se. je bilo. Hvala. Ajde. To je Radio 1 podcast.